Andrej Rozman Roza je nekoč dejal: pogovarjanje je bližina in toplina. S pogovarjanjem smo družina in skupina. S pogovarjanjem se človek prepleta. S pogovarjanjem smo mreža tudi zunaj interneta. Te besede, drage obiskovalke in obiskovalci, v knjižnici Brežice že 5. leto zapored udejanjamo pri bralnem krožku za odrasle. Tema letošnjih bralno-pogovornih druženj je bila pisani arabski svet. Lahkih nog naokrog smo se sprehodili po številnih puščavah in deželah bogate preteklosti ter živahne sedanjosti. Spoznavali smo tamkajšnje prebivalce, njihovo kulturo, običaje in navade. Večkrat smo pokukali tudi na drugo stran, čez morje, v svet gora, romantičnih oaz in neskončnih plaž, v Dubaju. Svojo slovensko-dubajsko zgodbo nam bo predstavil domačin Iztok Franko. Zgodbo je začel pisati spomladi leta 2014, ob tem pa ga je spremljal rek, kjer je volja, je pot. Iztok, dobrodošel spet doma. Veselimo se tvoje zgodbe. Izvoli. Okay, hvala. Se pravi, najprej najlepša hvala za povabilo v to knjižnico. Zelo rad se vračam domov v svoj rojstni kraj. Kot je bilo že omenjeno, rodil sem se tukaj, nekaj 100 metrov stran v porodnišnici Brežice. Nato sem odraščal v vasi Črešnice. Osnovno šolo sem obiskoval v Cerkljah ob Krki. Nato je prišel čas za srednjo šolo, ki sem jo obiskoval v gimnaziji Brežice, ki je pač čisto blizu tukaj. In ravno, ko sem pisal ta spisek, kako je prišlo do Dubaja, sem se že v bistvu spomnil, da sem že takrat, ko sem izbiral, kje bom nadaljeval šolanje, se zelo odločal po svojem lastnem občutku. Velikrat nisem sem poslušal nasvete ostalih, ampak zmer sem sledil svojim občutkom. Tako da takrat se spomnim, da so mi vsi svetovali, ne grem na srednjo šolo ekonomsko, ki je malo dlje. Z očetom smo obiskala takrat obe šoli, gimnazijo in srednjo šolo. In kljub temu, da so bili vsi za to, da ne grem na ekonomsko srednjo šolo, sem sam osebno se odločil za gimnazijo ampak iz enega glavnega razloga, da sem se počutil v gimnaziji bolj domačen. Gimnazija je bila leto stara šola, stara zgradba, medtem ko je bila takrat ekonomska šola popolnoma nova, taka umetna, ni imela še tistega pristnega domačega vzdušja. In se mi zdi, da sem se naučil, da moj občutek je zmeraj dober, zato ker sem v gimnaziji nekako uspešno prišel do konca in začel potem tudi študirati v Ljubljani. Ampak v času srednje šole smo imeli v Cerkljah dirkališče, kjer je bila večina ljudi tako načeloma proti dirkanje, hrup. Sam pa sem govoril nasprotno. Sam sem, ker sem zelo rad imel avtomobile, dirkanje, sem veliko kolesaril, veliko sem tekel, nikoli nisem igral kolektivnih športov, kot je nogomet, kot je odbojka, kot je košarka. Zmeraj mi je bilo zelo pomembno hitrost. In tako sem v bistvu začel delati na dirkališču in postopoma začel spoznavati ljudi, ki so tam prihajali. Največ sem delal takrat z zelo starejšim gospodom, Jožetom Tomletom. Tako da nekega dne je prišel na dirkališče, to bilo nekje aprila 2004, nova ekipa je prišla, Hit Racing Team in družina Jerančič. Kot nek mlad, v bistvu 16-letnik sem valjda poznal Franca Jerančiča, ki je leta 1976 skoraj prišel v Formula 1 in sem takoj se začel povezovati z njimi. Še gospodje, prišli gospa. Skratka, ko sem se začel družiti z Francijem na dirkališču, sem ga kot 16-letnik vprašal, jaz bi rad dirkal, jaz bi rad vozil avto, kako naj začnem, kje naj naredim tisti prvi prehod v dirkanje.
In me je Franc Irančič tako pogledal in je rekel, kjer je volja je pot. Sploh ni razlagal, za njega pa konc debate. In jaz sem potem to razmišljal zelo dolgo. In počasi sem videl, ja, če je volja, se bo nekaj zgodilo. In sem začel ustanavljati avtomoto društvo. Takrat, ko sem ustanovil avtomoto društvo, sem imel takoj neke težave, birokratske in tako naprej. Profesor Škof iz gimnazije Brežice mi je kot 16-letnik zelo pomagal pri sami papirologiji. Ampak enostavno pač sem bil premlad, sem bolj nabiral izkušnje. Nekako nisem prišel do tega pristopa, da bi začel dirkati. Enostavno pač kdo bo pa dal denar 16-letnikom, ki ni nikoli dirkal, da bo začel svojo karting kariero. Ampak pač to me ni zastavilo in me je v bistvu potisnilo en drug segment, kjer bi spet odgovoril sinom Francija, Domen, ki je nekako videl moje ambicije in me nekako porinil v novinarstvo. To sem začel pisati in se izpopolnjevati o tem. Sam sem se dogovarjal za avtomobile, dobival sem nova poznanstva in počasi prišel v odnose z javnostmi. Iz odnosov z javnostmi in z neko mojo preselitvijo v Ljubljano so se mi odprla nova obzore, začel sem hoditi na dirke po Evropi. Ampak nekako finančno pa to niso bili moji najbolj uspešni časi. Potem je pa nekako prišel čas, ker moja partnerka izrazila željo, da bo nehala študirati in da bi ona rada šla potovati. In jaz nisem nikoli potoval zato, da bi potoval. Jaz sem potoval zato, ker sem pač moral potovati, ker sem pač moral iti na dirko v Bratislavo, na dirko v Italijo, v Monzo, da bi pa šel kar tako, je bilo pa tako neznano. In je spet občutek dejal, da greva pa v Dubaj. Pač puščava je bila zmer taka čudovita, sipine so bile zmeraj privlačne. In zmer sem spremljal kot mlad fant Mirana Stanovnika, kako je on tekmoval, kako je on čez sipine po Dakarju dirkal. In sem pa nikoli Afrika je nevarna, Dubaj je varen in napreden, greva tam. Bova mogoče kaj spoznala, bova mogoče našla kakšno idejo in jo bomo popeljala v Slovenijo. Smo se tako aprila 2014 odpravila v Dubaj, oba polna upov, kaj bova najdla tam, raziskala precejšen del Dubaja, ampak nekako smo videli, da v bistvu Dubaj nekaj manjka. Dubaj ni še popoln takšen, kot se kaže. Še zmeraj imamo v Sloveniji podjetje, kot so različna, zelo uspešna podjetja, ki tam niso dobro zastopana. Kot novinar sem imel dober pogled od to in sem rekel, ok, jaz imam znanje, imam poznanstva, dajva pripeljati nekaj v Dubaj. In tako sem v bistvu posvetil 2014, od aprila in vse naprej do konca leta, izključno samo temu, kako bom jaz nekaj pripeljal v Dubaj. In tako sem si čez poletje organiziral različne sestanke, različne intervjuje delal, se povezoval z ljudmi, da sem potem novembra odšla še enkrat v Dubaj. Že to, da smo šla kasneje, kot sem planiral, je bilo izključno zaradi tega, ker sem se odeležil ene dirke, ker sem razbil dirkalnik in sem mogel v bistvu svoj avto prodati, pa še v bistvu svojega žepa plačati, da sem povrnil škodo. In to mi je dalo spet misliti. V Sloveniji delam in potem tisto, kar je moj hobi, kar je moj passion, kljub temu, da je precej drag passion, moram toliko žrtvovati, da v bistvu nekako normalno funkcioniram. In smo potem, zaradi tega sem mogel postaviti potovanje, novembra smo šla še enkrat dol in smo v bistvu si hotelsko sobo uredila praktično pisarno in smo hodili na sestanke. Vse je potekalo tako, recimo, da v redu 14 dni. Jaz sem bil dogovorjen na Goodyear preko direktora iz Kranja, na Hella Saturnos, šel sem od avtohiš. Kljub temu, da sem v bistvu v Sloveniji imel zaposlitev, v Sloveniji se mi zdi, da sem za slovenske razmere precej lagodno živel, ampak nekaj me je gnalo, da smo mi tam. In Slovenka, ki živi sedaj že 8 let v Dubaju, mi je pred mojim drugim odhodom v Dubaj poslala link do enega podjetja, ki se ukvarjajo s predelavom offroad vozil in takrat v tistem momentu so oni iskali strokovnjaka inženirja.
In sem pogledal to spletno stran, Facebook page tega podjetja in je bilo zelo veliko neskladja. Podjetje je delovalo zelo neorganizirano. In kljub temu, da sem dol iskal večja podjetja, ker sem želel biti preskok v večje podjetje, v korporacijo, sem se odločil, izgubiti imam kaj in bom pisal, da preko Facebooka, da sem našel njihovo podjetje, da jim pripnem moj življenjepis, da sem sedaj v Dubaju, da bi se rad sestal z direktorom in da vidim, da ima neka neskladja, da sem pa jaz tukaj precej dober. Zelo ne rad rečem superozen, ampak pač da nekako obladam s zadevo. In zdajšnji šef mi je v bistvu odpisal v eno dnevu, da ne pridem dolg dan na sestanek. In tukaj se potem začelo tisto zares pogovor in to. In se spomnim, da ko sem prišel prvič na sestanek v pisarni, ki je zdaj v bistvu praktično domujem, je bilo zelo tako kar strašljivo, nisem poznal okolja. In prišel sem v showroom, kot neka trgovina, sel sem se pred prodajnim pultom, sem vprašal, da je gospod Morvan in mi je pač prodajalec, Indijec, pokazal na dva gospoda, ki se tam pogovarjata. Eden je bil v takšni beli kanduri, ta je sicer siva, v beli kanduri, močnejši Arabec, drug je bil pa nekako precej meni podoben. In seveda se sem s takim Arabcem sem pogovarjal. Ko sem takrat v strahu malo čakal ta sestanek, na to je prišel v bistvu eno leto mlajši fan do mene in smo šla v pisarni in smo se začela pogovarjati. In sem hitro prišla do skupnih idej, do skupne vizije, kam on hoče to podjetje pripeljati. Tako da iz pogovora se je začelo razvijati in da bi jaz lahko tukaj delal, da bi jaz lahko v tem podjetju živel. Predvsem, kar bi bilo zelo zanimivo je to, kako je on govoril o svojem očetu. Tako, z spoštovanjem, kaj je njegov oče dosegel. In sem se čutil, da če nekdo govori tako, zelo lepo, da to nekaj pomeni, da je podjetje drugačno kot vse ostale, ki sem bil sedaj, ki so bili hladni, recimo na Goodyearu, ko sem se hotel pohvaliti, da jaz včasih delam tudi 9 ur, 10 ur, ne samo 8 ur, kot je predpisano. So mi oni hladno rekli, nekjem pa slabo delaš, v 8 urah moraš zaključiti, pa ima za narediti. Kar jim sicer dam prav, zdaj v tem času, ampak tak hladnejši odnos je bil. In v tistem času sem se dogovorila, da jaz bi delal tam in potem je rekel, samo jaz moram očeta prepričati. Ker oče v 23 letih zgodovine podjetja ni imel nikoga v marketingu. In tukaj so se začele kolobacije, a bom jaz tukaj počel delati, ne, vmes sem se vrnil v Slovenijo. Imel sem ponudbo za eno drugo podjetje, ki je bila tudi dobra ponudba, za nemško podjetje, zelo organizirano, voznik za kolesa, ampak spet ta občutek, kam ne grem, na katero stran, med zelo natančne Nemce ali med neorganizirane Arabce, pač lastniki so Libanonci, kar se smatra kot arabski svet. Na koncu smo le se skolobacali za vse pogoje z moje strani, z njihove strani, da sem potem aprila 2014 pristal v Dubaju, v podjetju Arami. Kasneje sem tudi izvedel, da ste se zaradi tega oče in sin precej sprla, glede, da ste se pogajala, kako mene noter vzeti in kje bodo našli budžet. Ampak ja, nekako smo začeli. In ker prideš enkrat v Dubaj, je dol pač valjda vse drugače. Zdaj, naslednja zadeva, ki vam bom govoril, kakšen je Dubaj, so moje lastne izkušnje. Tukaj imamo nekaj ljudi, občinstvo, ki živijo dol, ki so živeli dol, ki so pogosto dol, imajo verjetno drugačne izkušnje. Jaz osebno v podjetju, kjer sem zaposlen, delam na vseh segmentih. Se srečujem z ljudmi, ki jih ponavadi vidimo na televiziji, se pravi, ki imajo ogromno denarja, ki dejansko ne vejo, kaj je manjko v življenju, ampak delam pa tudi z ljudmi, ki ne znajo niti pisati, ampak delajo tam, ki imajo osnovno plačo zelo nizko, ki v Sloveniji bi si mislili, za tak dan pa jaz ne bom delal. Ampak oni so večinoma kar nasmejani, vsaj v tem krogu, kjer mi delamo, v segmentu avtomobilizma.
Zato, ker ljudje, ki prihajajo recimo z Pakistana, Indije, Bangladeša, nimajo takšnih opcij življenja, s kje prihajajo. In tako da v bistvu, zdaj sem že malo prišel v to, s kim ljudje prihajajo. Dubaj ni samo svet lokalcev, samo Arabcev. V 2-milijonskem mestu je samo 11% lokalnega prebivalstva, se pravi tisti, ki so se rodili v Emiratih. Potem imamo največ ljudi iz Azije, kar 28% je Indijcev, Filipincev je 6%, Pakistancev je 13% in 7% ljudi prihaja iz Bangladeša. Tako da nekako rekel, da v bistvu vlada v Dubaju kastni sistem, ki je znan iz Indije. Nekako je zelo segmentirano, kje se nahajaš. Osebno sem eden izmed prvih Evropejcev, če tako lahko rečem, ki je začel delati v tem podjetju in čutim osebno, da imam drugačen privilegij. Ampak po eni strani, ja, zaradi rase, kar je mogoče kruto se slišati, po drugi strani pa tudi zaradi inputa, ki ga damo noter. Določen ljudje, ki prihajajo iz drugih krajev, težko je govoriti stereotipno, ampak odvisno na podjetje, v katerem deluješ, vložijo bistveno manj. Veliko določen ljudje, ki pridejo v Dubaj, pridejo iskati zaslužek, pač v svojem, ko bi rekel, kastnem razredu. Pridejo, in če bodo dobili ponudbo za minimalno boljšo plačo, bodo prišli do šefa, ki jaz tukaj neham, drugega več ne bo službo. Ampak med vsemi ljudi, ki živijo v Dubaju, je najtežje, se mi zdi, spostaviti kontakt z samim lokalnim prebivalstvom, se pravi z Emirati. Nekako ženske, če so v Abaji, pač veš, da so načeloma lokalne ženske, in z njimi se praktično nimaš kontakta, se ne pogovarjaš. One grejo svojo pot, odpreš mogoče vrata, ampak načeloma je zelo neugodno se kako zapletati. Medtem, ko z možmi v belih oblekah v Hondurah je pa odvisno. Nekako jaz ločem osebno dva tipa naših strank, recimo. Eni so arogantni, visoki, arabski, taki direktni, povejo, jaz hočem to, tukaj je denar, ste bom kupil. Potem so pa drugi zelo prazni, ki pa hočejo odnos, ki pa hočejo storitev, prijateljstvo. In s takimi se v bistvu precej časa preživim. In enkrat sem zelo dobrega kolega, prijatelja vprašal, Solejem, zakaj enkrat te vidim v kanduri, v beli obleki, spet drugič priš na kakšen dogodek, v kratkih hlačah čisto normalno. Ko veš, isto čas se počutim tako malce, imam slabši dan, nočem, da ljudje skačejo okoli mene in oblečem kanduro. Ker ljudje naredijo korak stran, imajo nek respekt do te obleke. Pač drugič sem bolj na razpoloženju, se hočem družiti in enostavno sem bolj sproščeno oblečen. In najlepše je videti v bistvu 2. decembra, ko je National Day, ko so Združene arabske emirati praznuje največji praznik, ko praktično vsi, tisti v najnižjem sloju, do tisti v najvišjem sloju, vsi na avte dajo zastave UAE, Združenih arabskih emiratov, se peljejo okoli, je velik praznik za vse, da so vsi na nek način hvaležni, da jim Dubaj omogoča njihov razvoj. Dost imam sreče, ker me zmer šef predstavlja lokalcem. In če Marwan, oziroma katerikoli reče, isto, kot šta naše družine, je del Ramija, te tudi oni sprejmejo. In pogostokrat, če jaz se rečem, kakšnemu kolegu Abdullah, prihaja moj prijatelj iz Slovenije, a gremo v puščavo, si boš vzel čas, pa da si vzememo čas danes. Zmer slišim odgovor, isto, tvoj prijatelj, moj prijatelj. Zelo veliko prav lokalno prebivalstvo daje na tem zaupanju. Glede rasizma v Dubaju, uradno ga ni, uradno se zelo preganja. Vsaka opaska je lahko zelo kaznovana. Tako da tukaj se zelo pazi, ampak po drugi strani se pa zmeraj čuti tisto kastni sistem, ki sem ga omenjal. Zmeraj kakva opaska, recimo name osebno me pogosto kliče moji sodelavci, da sem pinki, da sem bolj tako pinki kože, medtem, ker so oni temnejši Indijci in tako naprej. Ampak to so take pozitivne
pozitivna zbadanja. Ritem življenja na splošno je pa tudi precej hiter. Zaradi tega je zelo težko v Dubaju ohranjati neke stike, pristne stike. Zato, ker večina ljudi, ki pride, kot so v tujki rečem ekspati, se pravi priseljenci, pridejo za določen čas, naredijo ti svoj zaslužek, karkoli imajo namen in grejo ven iz države. Ali se priselijo z enega konca Dubaja v drug konc Dubaja, zato ker enostavno je najemnina druge ugodnejša. Jaz recimo osebno sem se preselil, trenutno sem štel 4-krat že. Trenutno sem se preselil en teden, preden sem sem prišel. Na novi lokaciji, recimo, sem tik pred mojim letom šel do barbershopa, do brivca in brivc je bil zelo prijazen. Ekstremno prijazen. Bil je pol Libanonc, pol Palestinc. To je zelo pomembno, to zmer kako ga spoznaš. Živijo do pasti, poleg do pasti, iz kje pa prihajaš in potem, jaz sem iz Amerike, ampak sem Libanonca, veš, jaz sem pa iz Francije, ampak sem iz Palestine, drugače. To je zmer pomembno, z kje prihaja. Kot Slovencem je zmer zanimiv, ker zmer tako pogledajo. Sedim s kje si, ja. A je to tam po Slovaški? To je taka tipična zadeva, s katero se obadam, pa, vi ste z Rusijo bili, ne? In tako. Potem, ko je prišlo do plačila, je rekel 100 dirhamov. Jaz kot Slovenci, jaz zmer pravim, se zmer hecam, da lahko Slovenca spraviš iz Slovenije, ampak Slovenija iz Slovenca ne moreš, nisem vajen plačati na 5 dni. In enostavno, ko bi že tako silil, pa to 100 dirhamov, to. In ti si njen gol na smet, zaigran, in enkrat pade dol. Ja sem to, tako naenkrat ni bil več prazen. Medtem, ker na drugi strani, prej sem hodil pa do brivca, na drugi strani mesta, kamor se zelo z veseljem vračam, kljub temu, da ponavadi v Bužbi preživim tudi po 30 minut in več, je pa en Indijec, ki je zmer vesel, ki me vidi. Zmer, ko pridem tam, od ta prvič, ko sem prišel, to zmer, ko sem prišel, se usedem kljub temu, da sta dva frej brivca, čakam njega, kljub temu, da ima stranko. Njemu to pomeni. In računa pa 60% manj. Se pravi, zmerno dam samo 40 dirhamov. To je deljeno 40 dirhamov. S tem, da tukaj sta že 2 evra na petnine. In ona še bolj vesel. Še zmerno me zmasira glavo. In tukaj se pa kaže, kako ljudje zelo hlastajo po denarju. Ampak jaz se potem reči obračam tam, kjer vidim, da me bojo bolj cenili in bolj veselje bi, da prijem tam. Drug zelo pomembno vpliv v Dubaju je zagotovo vera. Po eni strani je Dubaj kot Las Vegas, se pravi arabski Las Vegas, vse je prepovedano na nek način, ampak vse se da dobiti. Želiš alkohol, ga dobiš, želiš ženska, ga dobiš, karkoli, vse se da dobiti. Tudi nasplošno, kako se nosi obleke, načeloma ni težav. Moraš biti pa še zmer spodoben. Recimo, ženske načeloma ne bi kolen kazale. Čeprav je spet odvisno, v kateri kraj greš. Osebno nekih slabih izkušenj nimam. Se mi je edino pripetila letos, ko sem podaljševal vizo, ko sem šel v zdravstveni center in sem imel kratke hlače, tako zavihane malo čez kolena in so me zastavili, da ne smem stopiti noter. Ker so pač noter tudi ženske, noter so pač ljudje in ne smem imeti takšen noter. Na srečo sem imel zavihanje in sem nisem zavihal do kolen in je varnost nekaj. No problem. Drug primer, kako je pomembna vera v Dubaju, sem spoznal lani septembra, ker smo imeli en zelo velik dogodek, marketinški, z Pumo, z velikim hotelom v Omanu in z drugimi podjetji smo se dogovorili, da povabimo nekje 12 vplivnih uporabnikov državnih omrežij, ki imajo tako po 100,000 sledilcev, na en izgled in oni bojo poročali o tem. Se pravi, šlo za nas, da se pokažemo kot podjetje za zelo pomembno dejanje, da bojo res uživali v tem. In imeli smo 3 avtomobile na voljo, tako da smo v bistvu prosili še 2 lokalna prijatelja, če gresta z nami, s svojima džipoma, ki smo jih predelali, da popeljemo te na izgled. Planirali smo potovanje 6 ur, zavleklo se in smo se peljali že 7 ur. Ni bilo na koncu ne kraja, skozi smo se zaustavljali. V
tele, ki so računali potovanje, niso vedeli, da naši džipi niso hitri avti, da imamo omejitve, da se lahko peljemo stol, nekje idealno, več ne moramo po navadni avtocesti. Dosti je bilo gužve. Po 7 urah, ta prvi Soleja, kar naenkrat v nekih gorah zavije z ceste dol. Mi vsi ščipi za njim dol, po makadamu, velike skale, čez skale. Jaz razmišljam, za nami je ta agencija, ki to z nami dela, da v enem navadni limuzini se nam ne morejo slediti. Dok sem jaz to začel razmišljati, smo mi že čez reko se peljali. Kaj se je zdaj zgodilo? Kam, ali to bližnica? 7 ur se peljamo, mogoče smo že na cilju in on je zomana, tudi se pozna bližnico najbrž. Se zaustavimo na drugi strani reke, on skoči ven, res za sebe, tisti pljuvni ljudje gledajo, bolj se začnejo slikati. Mene kliče iz agencije, kaj se dogaja? Ženska bila tako histerična in mogla govoriti, je dala telefon te drugi. Ona, kaj se grede, kje ste? Mi smo ostali gor, smo skoro nasedeli. Sem rekel, čak, vprašal Soleja me šel dol, sem mislil, da smo že tam, ne? In grem do Solejama, Solejama si pa roke umiva, noge si umiva, Solejama je vse v redu. Ko me pogleda isto, ti ljudi peljemo že cel dan, zastavljamo se skozi, da grejo na WC, jaz pa nisem imel časa za moliti. Zdaj bo sončni zahod, jaz hočem moliti. Vse kako je, Soleja. Tukaj mi je pokazal, kako nje vera pomembna. In jaz sem dobil zelo veliko spoštovanja do tega, da človek, ki se zaveda, da se gre za veliko akcijo, da imamo v sabo ljudi, ki nam lahko naredijo zelo negativno promocijo, zastavi celoten konvoj za njegovih 5 minut, da on zmoli. In on se postavil v svoj kot, v svojo smer Meke, zmoli tisti 5 minut in smo šli naprej. Na koncu, v bistvu iz agencije, ki so bili tako panični, videli, da v bistvu naredil dobro stvar, zato ker tele vplivni ljudje so v bistvu doživeli nekaj, kar niso pričakovali. Doživeli so, da smo se čez reko peljali, da smo kar na streho avta dali, smo šli čez reko in na koncu ful dobro spadali. Ampak meni osebno se je pa on zapisal kot nek človek, ki zelo veliko da na to vero, na to spoštovanje, na njegov način življenja. Zelo verjetno se tudi sprašujete, kako je tukaj, malo sem že omenil z alkoholom. Dejansko alkohol dobiš, če imaš preko podjetja licenco. Se pravi, kot nek vozniški izpit moraš imeti dovoljenje za nakup alkohola v posebnih trgovinah. Druga opcija pa je, da obstajajo trgovine nekje bolj stran, bolj sredi nečesa, ki alkohol prodajajo. Ena tak primer je Barracuda, recimo v Drugem Emiratu. Enkrat sem šel tam in to vidiš najbolj srečne ljudi na svetu. Jaz nisem nikoli v življenju videl na kupu toliko srečnih ljudi, ki so prihajali s polnimi vozički, kada bi šli tukaj iz Leclerca ali Špara ven z hrano. To Južnoafričani, Francozi, Italijani, Avstralci, to so vsi nasmejani, to en drugo pomagali nakladati. Tako da, res izjemna izkušnja. Glede svinjskega mesa je pa tako, da vsaka trgovina, ne vsaka, ampak po cej trgovini ima poseben prostor, kjer piše vhod samo za nemuslimane. Ko jim stopiš, so vrata, vendar v trgovini, kamor sem jaz hodil zdaj, je v bistvu celo gumbek za pritisniti, da se odprejo. In ko vstopaš notri, imaš občutek, da si v knjižnici in vstopaš v tisti del, kjer je tista pornografska vsebina. Sem gledaš, če te bo to opazil, obsojal, kam greš, kada greš v prepovedan del. Ampak načeloma potem dobiš noter, kar pač želiš, ogromno različnih produktov. Najbolj zgrešen stereotip o Dubaju, ki se mi pa zdi, je pa ta, da vsi mislijo, da so vsi bogati v Dubaju. Zdaj ste najbolj že opazili, da čez to moje prepovedovanje, da so zelo velike razlike. Imaš ljudi z zelo nizko plačo in ljudi z zelo visoko plačo. Drug stereotip je, da v Dubaju praktično ne dežuje. Ta stereotip je tudi, ni precej zgrešen, ampak dežuje. Recimo, prvo leto je deževalo se skupaj, mislim, da 8 dni tam nekje. Medtem, ker letos je deževalo 3-krat več, kot bi deževalo povprečno v celotnem letu. Ampak to predvsem tudi zaradi tega, ker
Dubaj oziroma Abu Dhabi oziroma Združeni arabski emirati imajo akcije, da ko se začnejo nabirati oblaki, pošljajo letala v zrak in streljajo posebne izstrelke soli v te oblake, da povzročijo padanje. Letos vem, da so to naredili do konca aprila, mislim, da 71-krat. In zaradi tega so pripeljali precej več dežja. So naredili pa tudi nekaj težav, zato ker je bilo eno neurje precej uničujoče, je precej zgrad tudi imelo težav in so odpadali stekla dol. In v bistvu tako nekako počas prehajam do konca. Tako da ja, to je v bistvu to. Tako da zdaj bi mogoče se posvetil vašim vprašanjem. Jaz na tem mestu predlagam, da zaključimo uradni del in se mogoče preselimo zadaj, da še poklepetate z Iztokom. Bi se pa vsem rada zahvalila, da ste se nam pridružili na tej slovensko-dubajski poti. Iskrena hvala pa seveda Iztoku, da si se odzval našemu povabilu, si vzel čas in nam predstavil svojo zgodbo. Tako da iskrena hvala. Hvala, jaz upam, da nisem bil dolgo časa. Ne.